Alkohol. Veste, koliko ga povprečno spije vsak Slovenec? Po zadnjih raziskavah vsako leto skoraj 10,5 litrov čistega alkohola. To je registrirana poraba. Dodajmo še neregistrirano, še skoraj 2 litra čistega alkohola na prebivalca. In ker petina odraslih alkoholnih pijač ne pije, je zato med tistimi, ki ga, poraba še bistveno višja, kot kaže statistika. Najraje pa pivo in vino. Nevladne organizacije ugotavljajo, da alkohol zavira Slovenijo in tudi, da naša zakonodaja na tem področju ni zadovoljiva. Kako bi to reševale stranke, ki letos kandidirajo na volitvah? Odzvalo se jih je 13, katero luč bi njihovi ukrepi prižgali na alkoholnem semaforju, ki ga imajo nevladniki, je preverjala Tara Knokratkovič. Ste vedeli, da v Sloveniji skoraj polovica starih med 25 in 64 let pije visoko tvegano in da več kot 90% mladoletnih brez večjih težav pride do alkoholnih pijač? Alkohol je mladim očitno še vedno zelo dostopen. Ampak je tudi, kot recimo smo že videli pri rezultatih iz raziskave skritih nakupov, ko so mladoletni in mladi kupovali alkohol, čeprav je zakon postavljen, da ne more nekdo pod 18 letom dobiti alkohola, je še vedno od 10 9 nakupov uspelo, kar pomeni, da ni problem v sami zakonodaji, ampak je problem v implementaciji zakonodaje in pač primanjkovanju nadzora. Pa bi parlamentarne stranke zakonsko določile spodnjo starostno mejo za pitje alkohola? Pritrdilno je odgovorilo 12 od 13 strank, predlogu pa niso naklonjeni v NSi. Za Slovenijo je torej značilna tako imenovana mokra kultura. Alkohol je v družbi sprejet kot del vsakdana. Ampak da se gre v smer informiranja, da se dejansko spreminja miselnost ljudi, ki potem so nekako končni porabniki teh informacij. Naša kultura pitja vpliva tudi na trende oglaševanja. Pa bi stranke podprle popolno prepoved oglaševanja alkoholnih pijač? LMŠ je edina stranka, ki se glede tega vprašanja ni opredelila. Prepoved oglaševanja pa so podprli v strankah SDS, Levica, Gibanje za zdravo družbo, Resnica, Vesna in Naša prihodnost. Moramo delati celostno, sprejeti celostne ukrepe, torej da zmanjšamo dostopnost do alkohola, da se uvede dodatne ukrepe na področju davkov in trošarin in da se prepove oglaševanje in sponzoriranje strani alkoholne industrije in predvsem, da se osredotočimo tudi na oglaševanje na digitalnih kanalih, ki pač pri nas ni urejeno. Alkohol ostaja pereč problem tudi v prometu. Več kot tretjina prometnih nesreč s smrtnim izidom se zgodi zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Pri vprašanju, ali podpirajo postopno znižanje dovoljene vsebnosti alkohola v krvi za voznike na popolno treznost, torej na 0,0, pa so mnenja strank deljena. 4 se niso opredelile, proti so bile 4, za pa jih je bilo 5. SDS, SD, NSi, LMŠ in Naša prihodnost. Ugotavljamo, da alkohol v cestnem prometu je prisoten in bo prisoten s takšno in drugačno zakonodajo, s takšnim in drugačnim policijskim nadzorom. Toliko časa bodo te številke visoke, dokler sami ne bomo ozavestili, da alkohol in pa aktivno udeležba v cestnem prometu ne sodita. Na slovenskem alkoholnem semaforju, ki so ga pripravile nevladne organizacije, sodeč po anketi, gori rdeča luč. Ukrepi politike so torej več kot nujni, pri čemer pa nevladne organizacije poudarjajo, naj se politične stranke za pridobivanje verodostojnih informacij večkrat obrnejo na stroko.